Lep pozdrav, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji slovenskega klubskega nogometa, dobrodošli v našo družbo. Včeraj sta Triglav in Maribor odigrala prvo od 4 prestavljenih tekem 20. kroga Prve lige Telekom Slovenije. Mariborčani so Kranjčane visoko premagali, kar je dobra novica za člane Ankarana Hrvatinov, ki danes gostujejo pri velenskem Rudarju. Zdaj pa napaka Tomaševiča in Nkama podaja v sredino, to je priložnost in Vodeb je streljal prek gola. V sredini je Črnčič, to je lahko tudi priložnost za strel. Črnčič se je odločil za dvojno kombinacijo z Radićem, to je nevarno. Dominik Radić bo prišel do strela in gol. 1:0, 8. minuta, Dominik Radić. Odlična kombinacija. Suljić spodaja v kazenski prostor, tam se je od Kašnika žoga odbila in to bo kot. Črnčič, lepo. Leon Črnčič, še vedno Črnčič. Potem pa malce za hrbet Novaku, priključil se je tudi Pišek, podaja pred gol in ostaja 1:0. Napaka, zdaj je prav Biola, prestregel je Suljić, podaja v prostor, tu je Felipe Santos, ki strelja mimo gola. Tale zmaga, če bo do nje prišlo za Rudar, lahko izjemnega pomena v boju za 4. mesto. Rudar je seveda tudi premagal Celjane že v drugem delu sezone na medsebojni tekmi. Priložnost pa zdaj za izenačenje, ki je uspelo Timu Vodebu. Kašnik zdaj skače in gol! 2:1, 33. minuta, Vlatko Šimunac je zadev. Gliha je stekel naprej in je bil tudi dovolj hiter. Prišel je do žoge, takoj podaja v sredino, tam je priložnost in gol! Še eno izenačenje, 2:2, Felipe Santos je najbolje reagiral pred vrati Rudarja in Ankaran je še drugič danes izenačil na 7. tekmi. Erik Gliha je potegnil po levi strani, v sredini na podajo čaka Delgado, na drugi strani je Felipe Santos. Povratna žoga, pa Suljić, Delgado in gol! Gol za Ankaran, ki vodi s 3:2. Raul Junior Delgado. Najprej čestitke Ankaranu za zmago, 3-krat so zadeli, mi nismo. Potem, ko smo prvi polčas odigrali zelo dobro, pa zopet prejeli neumen zadetek, sami, ker smo točno vedeli, kje preži nevarnost strani nasprotnika, neodgovorno od zadaj, potem veliko število polpriložnosti, ko moramo točno samo odigrati pas, nismo vseeno kljub dogovoru v slačilnici polčasu, da nadaljujemo s to igro, da ne čakamo, da poskušamo agresivno še enkrat zadeti, veliko preveč egoistična igra, danes si nismo zaslužili več, vseeno fantom glave gor, še vedno smo na 4. mestu, borimo se za to 4. mesto, jaz upam, da bomo v naslednjih tekmah uspešnejši in da bomo popravili napake iz te tekme. Tako nakazovali se te prejšnje tekme tudi, da imamo neko kakovost, da lahko to nadgradimo z rezultatom. Res je bilo splet okoliščin tako na prejšnji tekem, da človek ne more normalno niti komentirati, ampak mislim, da smo danes se vračali, pokazali so fanti željo, voljo, bilo je dosti šans z ene druge strani, mi smo na koncu dali ta 3. zadetek. Moram fanti čestitati, borili smo se, dosti igralcev nam tudi primankuje, ampak te, ko so danes nastopili, so pokazali, da nismo vrgli še puško v koruzo, kljub določenim problemom in mislim, da vse čestitke zaslužijo fantje za tak pošten odnos.